Jaz sem te hotel sam dobro voljo spraviti. Spravil si me pa do tega, da že en teden hodim vsak dan na terapije. Ona upija črno magijo. A imaš ti pa? Ja. Ja, ampak na Facebooku piše, da si sam skani. Pa dobro, pa kaj ima to z delom veze? Zakaj mi to sprašuješ? Pa ne vem, jaz sem enega frenda, ki tu dosti dobrodelno dela, pa se tudi bebe, kaj dosti tako lima enanga, no. Kaj zdaj tirati od mene? Daj ti sam not prid, reč, da si organizator, pa mi daj pokale, prav? On je eden izmed najboljših prostovoljcev na naših dogodkih, ki jih organiziramo za otroke s težavami v duševnem razvoju. Reče se jim igre brez meja, če ste mogoče že slišali. Rad jih imam, kaj naj rečem. Cel kejden že mjele je kumaj zel zdele, kadija, kadeja, kadija, kado. Igre brez meja. Društvo Balonček. Ja, čigava pa je tole? Udrina. A to je tale, ta nov. Ja. Kaj, on je prav zaposlen tukaj? Sam za en projekt. O, to je pa res lepo, da ste mu dali priložnost. Kaj pa jaz vem? Ja, kaj, a ne dela dobro? Lepo te prosim. Renato, 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 ti voglio bene, non l'hai capito. Renato, 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 se non mi baci non vivo più. Renato, 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 la serenata che ti ho cantato. Oh, oh, Renato, 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 vuol dire che morirò per te. Ja, živijo, Brina. Me veseli, Cvetka. Živijo. Kaj pa ti delaš točno? Jaz sem v bistvu asistentka od Rena. Ja, ti si skozi zraven, ne, pa mu pomagaš. Ja, tako nekako, ja. Ja, je bilo to pa lepo, pridna si, pridna. Mislim, si sem plačana, zato se ne bi zastonj tega delala. Ja, no, seveda, mislim, kakorkoli že, no, seveda, ampak joj, vseeno, se to ni za vsacka, res si dobra, no. To mora biti pa res zelo težko delo, ali ni? Zna biti kar naporen, ja, ampak se bo. Ja, dobra si, joj, pridna, res pridna. Ja, se izpucam, kar. Pridna. Ja. Kuku. Jo. Wow. A ti imaš pa kar svojo pisarnico. Kakšen frajer, a? Mislim, se ni nič posebnega. Kako si? Kaj delaš? Nič nek pišem, kaj pa je. Ja, priden. Lej, Ren, tole si pozabil na pultu pri Bredi, pa sem rekla, ti bom pa prinesla. Ha? Ja, daj tle na mizo, ne? Lej, Ren, če boš ti karkoli rabil, ti meni samo reč, ne smete biti nič srama, je prav? A bi me ti umila avto? A ti imaš prav svoj avto? Ja. Pa izpit imaš tudi, a ti prav vozaš? Ja. Ja, lej, veš, to ni del moje službe, ampak zate pa lahko naredim, je prav? No, fino, hvala.
No, daj pet ven zdaj, no. Se vidiva. Zdaj, ena od stvari, ki jih v mladosti spoznamo na internetu, je tudi pornografija. Mislim, da je prav, da povemo, da pornografija ni samo dobra, ampak da ima tudi lahko slabe strani. Tako, vsekakor. In kot rečeno, jaz sedaj se že soočam z moškimi, ki imajo erektilno disfunkcijo oziroma se na način bojijo oziroma ne vejo, kako ravnati žensko, ki je pred njim samo mokra, vlažna in si ga želi. Ker enostavno to ni tako, kot vidijo v pornofilmih. Ena od glavnih pornografskih strani na svetu vsako leto izdaja statistiko, katera njihova kategorija je najbolj klikana, najbolj gledana. V lanskem letu je bila ta kategorija hentai. Jaz nisem čisto točno vedel, zakaj gre, zato sem pregledal ogromno ene hentajske pornografije, ki sem se pripravljal na ta najin pogovor, da ne bom izpol nestrokoven. Mogoče za vse mlade, ki ne vejo točno, zakaj gre, kolikor sem jaz videl, gre za erotične risanke, v katerih nastopajo, bom rekel, neka domišljijska bitja, ki imajo spolne odnose bodisi z navadnimi ženskami, bodisi z navadnimi ženskami s penisi. Zdaj, značilnost teh bitij je, da so izjemno velika in močna in po svojih nadnaravnih sposobnostih že skoraj spominjajo na neka bajeslovna mitološka bitja iz kakšnih pravljic, iz kakšnih zgodb. Jaz zdaj res nisem vedel, da je lahko pornografija toliko škodljiva, dokler nisem videl hardcore hentai pornografije. Težko komentiram, ker nisem gledala, nisem šla to zdaj raziskovati in ne bom tukaj nekaj preveč pametna. Marsikateri ženski, ki rečem, pa gledaš kdaj za svojim dragim, če on izrazi željo, da bi skupaj gledala kot neko predigro, kakšen pornofilmček, pa tako vsa zgrožena, ne, pravim, zakaj pa ne, vse, najdete nekaj, kar je obema cute, kar je obema lušno, da dejansko se mogoče malce pripravite na uvod, to ne škodi, to je okej, tukaj jaz ne vidim večjega problema, zloraba, je pa seveda zelo nevarna. Ja, jaz se bojim, da ta mladina, ki gleda te hentai vsebine, da bo imela probleme, ko bo prišlo do spolnega občevanja. Da bodo fantje rekli, ojoj, se me punca sploh ne bo marala, ker nisem 5 metrov visok, tako kot v reptil v risanki. In na drugi strani verjetno bodo punce tudi razočarane, ko bo prišlo do spolnih odnosov in bodo ugotovile, da njihov sošolc Tines pa nima te surove moči in telesne konstitucije, tako kot Bigfoot, ki ga je videla včeraj v risanki. A sem mogoče še kaj tacga spustil? Je še kakšen primer, zakaj je hentai pornografija tako škodljiva? Zdaj, v eno roko ljudje nam so pomembne tudi pravljice. Mi vsi smo odraščali ob določeni seriji pravljic. To so na en način zelo zlorabljene pravljice, če prav razumem. Ampak, dragi moji, v resnici vse, kar vidijo otroci in najstniki na pornografiji, je itak izkrivljeno. Jaz vidim še eno slabost, pa sem upal, da jo ste vi mogoče izpostavila. Gre pa za vse mlade umetnike, ki bi se mogoče želeli preživljati z umetnostjo, pa zdaj vidijo, kam gre ta trend proti hentai pornografiji. Bojim se, da bodo ustvarjali samo še te hentai vsebine in da zaradi tega ne bomo dobili nekih novih umetnin, nekih novih kofetarc, ampak bodo v galerijah v prihodnosti polne stene raznih žilavih stvorov, demonov, Bigfootov in nun in tako naprej. Ja. Kako to preprečiti? Ne moramo. Kaj je to? Kva? Daj, no, si mogo, no. To nisem jaz, to ti je Patrik naštim. Ja, po moje tudi, ja. Kaj je stalo? Ej, nazvaj pa dela, pust malo muško armer. A res, ali kaj, ste se poštekali sebo tam? Ja, nek se matrali, veš. Veš kaj, mogoče je tudi malo bližji po letih, kad ti nimaš se kje učiti, veš. Probal si, ni šlo, jebi ga, kaj češ. Ne, se zares sploh še nisem probal. To je bilo samo tako za uvod. Imam jaz drugač plan z Brino.
Dej, lahko se nehaš zabavati, prosim. Vrni mi miško. Brina, nisi otročja. Dej no. Kaj vidva delata? Nič, pa je. Se delava drugač. Samo sem ti pa tudi že postala. Ne, se ni problema, se nisem zato prišel. Kaj pa rabaš? Več tebe. In kako si? Vrede? Viš kaj sem gruntal? Če bi šla danes med dva po šihte, s mavtkom, se zapelava dol na obalo, na kakšno pijačko, kaj praviš? Ne moram. Zakaj ne moreš? Sem že zmenjena. S kom pa? S enim kolegom. Si to na hitro zmislila zdaj, ja? Z mano je zmenjena. Pa daj nehi morite, prav. Dobro, lepo pa pejte najprej vidva. Sem povesta, kam gresta. Pol prijem še jest, pa gre ta domov. Pa je. Pa nimam več časa. Kaj pa za vikend? Kaj zdaj? Spet Lenart ali kva? Malo pauzice. TV zeleni vse opraviš, a? Pa gledaj tudi sploh. Nekaj malo gledajo. Kurac gledam, vem, da se gleda, je tako. Eri not. Ja, kaj pa je? Rabim ga, da mi vrne pokal, tam malo mi oka že cel dan. Ja, po hodniku noter pa gor po štengah. Hvala ti. Kaj pa čez 2 tedna? Rin? Alo? Ej, moraš mi vrniti pokal, tam malo mi oka že cel dan. Ej, daj se vas sploh zmenila. Kaj je? Je palila fora, ti je ratalj za 500 tamano. Lej, greva raj dol. Ren? Ren, leg. A lahko prideš samo za 1 minutko sem, veš, nekaj ti moram povedati. Lej, Ren, meni je res zelo žal, ampak ne morem pomagati. Po nesreči sem razbila tvoj pokal, poglej. Ampak sej ga bom dala popraviti, veš. Lej, je razbit, ampak zmage ti pa noben ne more vzeti. Tvoja zmaga je tukaj le noter, v tvojem srcu. Pizda, kakšna zmaga? Zmaga je moj sin Jure, ta star. Sem ti rekel, da ga pazi. Sem ti rekel, da je ta njegov najljubši. Čak, a to ni tvoj pokal? On si ga je kao sam sposodil, da bo tlej spal car pred neko bejbo, kao da je prostovoljc. Čak, a ti nisi mentalno... Ja, seveda, da je. Kje sploh dobiš tako idejo? A njo si pecal? Dajte starno. Pa ka psa je ratal, voham, da ni. Za brez veze ste mi razbili pokal, je tako? Je, sorry, no, sem se ga je ona razbila. Čak mal. Komu sem ga jaz posodil? Ne prelagi zdaj krivda na njo. Ej, zdaj si mi pa res dolžen. Od zdaj naprej boš pa res naš prostovoljc. 5 let ima, da postavljaš poligone z nami. A ti je jasen? Pa zdaj boš z mano domov, pa boš ti Jure to razložil, kaj je bilo. Ne moram, če sem šiht. Pol prid pa po šihtu do nas, pa se mu boš upravičil. In če te ne bo do 5, ga napakiramo v avto, pa ti ga pripeljem na dom. A ti je jasen?
Kaj, no? Ej, Brina, saj tu ni bilo čisto, kot ti misliš, a veš. Ja, se v bistvu me sploh ne zanima. Lepa. Pa pizda nisem jaz tega naštimala, no? Ej, kaj pa s pijačo? Kakšno pijačo? Prej, veš, ko so se pogovarjali s pijačo. A ni bila ti sam fora? Ja. Okej. Pač se grem jaz tam. Si dojter. Jo, ajde. Ej, lahko te jaz zategnem, če češ. Ma ne, se bom šla z busom. Brina, dej vala gre lahko na pijačo. Ali pa gre kaj pojesti, če si lačna. Lahko gre nekaj pojesti, ja. Ekstra. Ti častiš. Zakaj pa jaz častim? Ja, si ti predlagala, ne? Ja, tak si ti džentelmen, kaj? Zdaj pa, vsak svoje plače. Ne fair pa to. Ja, boš kar ti plačal. Cvetim ob vetru, cvetim ob mrazu, ne dam se svetu, le pustim se jazu. Steklena ura in vrata v nebesa mi le razširijo peresa. Cvetim ob vetru, cvetim ob mrazu, ne dam se svetu, le pustim se jazu. Steklena ura in vrata v nebesa mi le razširijo peresa. Steklena ura in vrata v nebesa. Pa ne mi kristalov so vse kot ti eno, ej.